Mogoče se mu zdi, da je to samo ena marketinška poteza, tako svetovanje, ampak jaz mu res svetujem, ne poskusi sam, pa mi bo povedal po drugič. In to je glih to, da povedo potem po določenem času samo pozitivne stvari. Ja, moram reči, da moja osebna izkušnja z Antinolom je ekstremno pozitivna. Lahko povem, da imam sam na primer psa Bullmastifa, za katere se ve, da so, ko pridejo malo v leta, moj je že star zdaj 9 let, lokomotorno zelo obremenjeni, kar pomeni, da imajo zelo pogosto prihaja do najrazličnejših šepanj, bolečin v tačkah. Tako se je tudi pri njemu začelo dogajati. Ko pa je prišel Antinol, moram reči, ga je jedel po navodilu in tako dalje in je prišlo do neverjetne spremembe. Tada kuža bo zdaj star 9 let, pa narediva tudi 15 km 3x na teden, če je potrebno, brez nadaljnega. Ja, vsekakor je Antinol en preparat, kateri je izrazito namenjen preprečevanju oziroma lajšanju lokomotornih motenj pri živalih. Izrazito namenjen, se pravi, raznim boleznim, kroničnim boleznim, pri psih, kot je artroza in vse podobno. V osnovi pa se ga priporoča pri kakršnikoli lokomotornih motnjah. Jaz vedno poudarim, da to ni protibolečinsko zdravilo, deluje na drugih sistemih, da ohranja hrustanec in pa vse ostalo v sklepih, tako kot mora biti. In posledica tega je, da je žival boljšega počutja, ta simptomatika bolečin ponavadi izgine. In tudi, kar je najbolj važno pri vsem tem, vsaj meni, naprimer, da je tudi potreba po dodatnih protibolečinskih tabletah bistveno zmanjšana. Morate vedeti, da nekateri lastniki dajejo redno, skoraj dnevno razne te tablete, katere izvirajo iz te skupine nesteroidnih protivnetnih zdravil. In ko začne uporabljati Antinol, se pa uporaba le teh bistveno zmanjša. Te tablete imajo tudi pogosto kar stranske učinke, so lahko za jetra, za želodec in za vse problematične. In z pojavom Antinola, ker jih manj je, ta simptomatika tudi odpade. Tada odlično. Prav to, kar sem omenil, z rednim jemanjem Antinola, vsekakor zmanjšamo težave, katere izvirajo iz bolečinskih stanj v sklepih. To bi lahko rekel osnovo, tudi v hrbtenici, se pravi gibalne težave, ki nastajajo pri gibanju. Vsekakor. Zanimivo je tudi, da Antinol dostikrat zelo pozitivno vpliva tudi na samo kožo in pa na dlako. Dlaka postaja svetleča, lepša, gostejša. Je en taki učinek, ki ni direktno vezan prav na lokomotorne motnje, enkratno zraven. In ogromno lastnikov tudi pove, da je dobil kuža čudovito dlako po jemanju Antinola. Seveda z Antinolom lahko zelo poskrbimo za boljša leta seniorjem, kužkom, se pravi tistim, kateri prihajajo v pozno obdobje, za katere se ve, da so lokomotorne motnje nekje na prvem mestu skoraj da. Zraven mogoče raznih prebavnih težav in pa kakih težav za kožo, tako da je prav to namen Antinola. Mislim, da je najbolj učinkovit tudi pri starejših kužekih. V bistvu lahko Antinol priporočam popolnoma vsem kategorijam psov. Jaz dajem tudi svoji mladički, francoski bulldog, ki je stara 6 mesecev, jih dajem Antinol. Vsekakor velja to za vse športne pse, za vse aktivne pse, kateri so fest aktivni. Nobenim primerom ne bo škodoval, lahko jim samo koristi. Vsekakor. Tako da tu bi skoraj težko rekel, da je katerakoli kategorija psov, mogoče breje samičke, naprimer pa to, ki ga ne potrebujejo takrat, drugače pa je primeren za popolnoma vse kategorije psov. Povratne informacije od teh lastnikov, kateri preventivno jemljejo Antinol, to je glih bistvo vsega, so izrazito pozitivne. To je to, mislim, ne bom rekel presenečenje, zdaj več ni presenečenje. V začetku sem mogoče malo debelo gledal, ker so ljudje prihajali nazaj in so rekli, super je, krasno se je spremenilo. Po 3 tednih dajanja so bile velike spremembe, kar se tiče gibanja. In prav to so te informacije, katere ti pol dajo tisto, da lahko svetuješ tudi nekaj dalje, ker je večina, moram reči, res večina, velika večina lastnikov, katerega preventivno dajajo, je ekstremno zadovoljnih z njim.
osebno, kar se tiče samega antinola, neke prave paralele ne poznam. Obstajajo seveda druga sredstva, ampak to so zdravila na bazi analgetikov, kot sva prej omenila, se pravi nesteroidna protivnetna zdravila, katera se dajejo kužekom. Potem so tudi zdravila, ki vsebujejo hondroitin sulfat, glikosamine in te stvari, kateri tudi pozitivno delujejo na sklepe, ampak direktne paralele, vsaj jaz osebno ne poznam antinolu. Enkrat ena. Moram reči to, da se antinol z vsemi temi zdravili izrazito lepo komponira v eno celoto. Tako da je nič ni narobe, če dajemo zraven njega tudi hondroitin sulfat in pa ostale preparate. To je zelo enostaven odgovor. Morajo preizkusiti. Res, verjamem, da je marsikomu, se pravi, mogoče se mu zdi, da je to samo ena marketinška poteza, tako svetovanje, ampak jaz mu res svetujem, ne poskusi sam, pa mi bo povedal po drugič. In to je glih to, da povedo potem po določenem času samo pozitivne stvari. Res, odkrito povedano, ne morem reči, da imam stranko, pa jih imam precej, ki jemljajo antinol, da bi bil negativno ocenjen antinol samodajanje.